User se, no! Don't you know I'm not your ghost anymore? Hop. Spet čakam, da spravi unorjavo palčko ven iz sebe, pa greva pa lahko naprej. Veš kaj pa najbolj smešen pri Gizmotu? Mislim, se verjamem, tudi drugi psi to počnejo, ne? Ampak prije pa se že naštima, da se posral pa reče ne, grem jaz rač nekam drugam. Pa prije nekam drugam, pa se naštima ne, grem jaz rač nekam drugam. In pol je to neskončnost. User se, no! A vas zafleširam, 3-4 zdaj. Zdaj sem se tukaj vozil po BTC-ju, ker sem iskal na lokaciju za slikati, pa sem najdel enega precej okranclanga Range Roverja. Pa zdaj nisem zihar, mi je všeč, mi ni, izgleda tak, malo poseben, lej bom pokazal. Dvobarvna karoserija za začetek, spodaj, kaj je to, temno modra, zgori srebrna. Tukaj gor piše Hoke, to je kakšna posebna predelava. Jaz se ne poznam glih najboljše, ampak meni se ves tale krom zdi pač malo nepotreben. Monaco, Monte Carlo. Čisto možno, da ima tale avto za sabo tako zelo zanimivo pa pestro pot. Ali pa pač ne. No ja, to da je poseben pa ne moram zanikati. Gospa, v rdečo gre... Včasih se kar malo preveč razbudim, ampak že meni je pred nos zapeljala v rondo, kada je edina na svetu. Pa tukaj v BTC-ju na Šmartinko gladko rdečo. Parkplac direkt zame. Pa ste vi tudi eden tistih, ki res verjamete v to, da če dosti trdno verjameš v to, da priješ v zapakirano mesto, kjer ni nobenega parking prostora, prepričan v to, da ga boš takoj najdel, da ga pa zares takoj najdeš. Tako da nikoli peljati v mestno jedro pa reči, stari pa kje kakšen parkplac. Ti se noč zapelje pa reči, tamle en čaka name in konc. In pa bo res en čakal nate in konc. Mito. In to tale, z detelco. Good stuff. A ni luštno, no? To je na sredini ceste, Ciril. Nisem jaz, če je tale, ne? Šel parkirat. Ja, Mercedes C, karavan. Sem šel te tale parkirat, daj. Daj. Turbina, lager od turbine. Ja, turbina bi bil. Zakaj? Sama bi bil, a bi bil električno krmiljena ali navadna? To mi pa ti povej. Ja, bolj bi bil električno Ne, navadna bi bil. Kaj pa se zgodi, če elektrike zmanjka? A si predstavljaš? Res je eno neumno, ampak ta je pa res, ta bi ta po strojnem žargonu pade na vseh možnih postavkah. Atmosfersko polnjen električni motor. 4-kolesno gnani, 2-kolesni pogon. 4-litrski vrstni V6 motor. Ampak ta C3 gre, tu je že skoraj na umu testo, a primaš 100 mark, a si naredil, daj ta test? Ne, jaz sem in to v Maseratiju, in to še preden sem avto testiral. Pista, dobri stari časi. Tako, z Juretama menjava avtomobilov, jaz dam njemu C3, onda pa meni Fabio. Jure bi v bistvu na vsak način hotel pokazati, da ima ta avto pa res velik prtljažnik. Ok, Fabia, show me what you got. To se pravi, Škoda Fabia kombi Scoutline 1.2 TSI 66 kW. Cena takšnega avtomobila v izhodišču je 14,99. Cena testnega avtomobila v katerem sedim, je pa 15,883. Tole je pa dodatna oprema, kaj ima. Kako je lepo pografitiranega. A veš kaj, če se pa že čez Šiško pelem, ja 2 minuti pa mama, ne? To je to, sem rekel, da bo na hiter. Že drugič danes v Franci, tukaj talajo tole, autofokus, test Mazda MX-5. Pa vidim, da je tle ena dečva nekaj napisala. Naslov pa skuštraj me, kadarkoli. Ti si rada skuštrana, kadarkoli, ja? Evo, jaz ob glih ta pravi svetlobi zaključujem s fotkanjem, pa malo pazim, da tlele slalom delam med vsemi pasjimi drekci, ampak drugače pa kar v redu. Zihar bo kaj smrdel, ker sem v avto sedel. Zdaj pa že počas čas, da grem jaz na basket. Mi čakam. Pol po basketu pa pičim še na, kako se temu reče? Kratek predstavitveni govor bom imel, kjer bom povedal vse, kar vem v tem trenutku o telefonu Huawei P9. Ja, mislil sem kaj nervozen. Ne, pa nisem. Ampak kje z mi? Isuse Bože, le ko bom stvari... Kaj mi ben ne reče, orehe sem jedel. Sem hotel povedati, da sem jih par zmagal, par zgubil, pa sem se kar zaposlušal.